Spoštovani gospe in gospodje, dragi starši, profesorice in profesori, sošolke in sošolke, cenjeni gostje. Lepo vas pozdravljamo na tradicionalnem Miklavževem koncertu, ki ga že 25 let pripravljamo v glasbeni sestavi Gimnazije Celje Center. Poseben pozdrav velja upokojenemu celjskemu škofu, monsinjorju, doktorju Stanislavu Lipovšku, podžupanji mestne občine Celje, gospe Bredi Arnšek, poslanki v državnem zboru gospe Jani Sluga, gospe Jolandi Bek z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ravnateljicam in ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz regije, predstavnikom mestnih četrti in ostalim visokim gostom. V kakofoniji različnih zvokov sodobnega sveta glasba še vedno ostaja univerzalna govorica, prestopa meje in združuje tudi tisto, kar je na videz nezdružljivo. Tega se zavedamo tudi na naši, enostavno drugačni 107-letni lepotici, kjer se dijaki trudimo zavestiti globalen način razmišljanja in z najrazličnejšimi projekti raziskovati kulture, ki so drugačne od naše. Pa ne le to, učimo se lahko tudi 10 tujih jezikov, ki jih raziskujemo tudi z naravnimi govorci, smo aktivni člani UNESCO šol in drugih evropskih in globalnih povezav. V minulih dneh smo za svoje delo dobili tudi 2 veliki potrditvi. Kitajska vlada in Kitajski kulturni inštitut Handan sta GCC podelila status Konfucijeve učilnice, včeraj pa smo na slavnostni podelitvi v Ljubljani prijeli jabolko kakovosti, nacionalno priznanje za najboljše prakse mobilnosti in mednarodnega sodelovanja, inštitucijam podeljuje Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja. Mobilnost in medkulturno povezovanje imata na naši šoli velik pomen in sta pomemben del procesa GC-centracije. Z mnogimi prosto izbirnimi ekskurzijami širom sveta, izleti v okviru obvezno izbirnih vsebin, najrazličnejšimi izmenjavami, tekmovanji in projekti si dijaki širimo obzorja in pridobivamo neprecenljive izkušnje ter pletemo nove prijateljske vezi. Tesno prijateljstvo je povezalo tudi članice najmlajše izmed zased na naši šoli, ki so nas s prijetnimi prazničnimi melodijami upeljale v današnjo prireditev. Dame in gospodje, Nonet GCC z umetniško vodjo profesorico Barbaro Arlič-Kerštajn in harfistko Ajo Urlep. Porocze
posvečamo povezovanju in druženju, prestopanju meja in predvsem odprtosti do razlik, ki delajo naš svet pester in bogat. Žal živimo v času, v katerem za drugačnostjo ostane negativen prizvok. Vsak gleda svet s svojimi očmi, svoje perspektive, z vidika laičnega psihologa. Pravzaprav pa gre za največji čas življenja, ki ga tako pogosto ne znamo ceniti. Niti dve bilki niste enaki, niti dve celici, niti dva planeta, niti dve kulturi ali jezika. Ravnilo v naravi ne obstaja. Včasih pozabimo, da s tem, ko sprejmemo različnost, ne izgubimo sebe, temveč dobimo drugega udara. Danes tako poznamo barvit mozaik več kot 6000 različnih jezikov, del katerega smo tudi mi, z našo preljubo slovenščino. A v glasbi predsodki o drugačnosti izkrtijo, rezultat pa je pravzaprav nasproten. Pesem namreč povezuje. Člani glasbene zasedbe Favoza nam bodo pod taktirko profesorja Gregorja Deleje v naslednjih skladbah predstavili svoje srečanje s finskim, nemškim in angleškim jezikom. Fantje, oder je vaš.
praznični čas. Si znamo vzeti trenutek, da se izobilje zdavnih luči, za trenutek ustavimo, zadihamo, si vzamemo čas za naše najbližje, znamo in odločimo nameniti toplo nasmeh in z njim zaokrožiti misli v letu, ki se izteka. Ne pozabite nase in ne pustite si vzeti čarobnosti, ki se še vedno skriva tam nekje v mislih iz našega otroštva in kljubuje potrošniškemu blišču. Ujemite se v obiske najtoplejših spominov na najlepši božič vašega življenja in naj bo tudi letošnji prav takšen. Preživite božične praznike v družbi ljudi, ki vam pomenijo največ. Spoštovani gospe in gospodje, The Schlagers!
So se vam uresničile vse lanskoletne želje in zabljube? Ste že napisali nove, ki vas bodo vodile in oblikovale v prihajajočem letu? Glasbenikom z gimnazije Celje Center bo minuli obrat okoli sonca gotovo ostal v lepem spominu. Letošnje šolsko leto smo začeli v harmoničnem duhu. Septembra smo se odpravili v Berlin in Potsdam, kjer smo z nemškimi kolegi združili svoje moči in pripravili koncert s prepletom obeh kultur. Ponosni smo tudi na projektni dogovor za glasbene izmenjave, ki smo ga v novembru sklenili tudi z gimnazijo iz nizozemskega mesta Herlen. Vsako leto v sodelovanju z ruskim veleposlaništvom organiziramo tudi tradicionalno prireditev Poezija samovarja, v okviru katere se poklonimo ruskim literarnim umetnikom. V pomladnih mesecih glasbeni sestavi pripravljamo tudi glasbene večere, posvečene točno določeni kulturi. V preteklih letih smo tako prisluhnili melodijam s pridihom Nemčije, Španije, Avstrije, Velike Britanije in Rusije. Program nocojšnjega koncerta bomo čez natanko teden dni ponovili na srečanju partnerjev medkulturnega projekta Wildsmultivate v eni najznamenitejših katedral stare celine v madžarskem mestu Szeged. Tam bomo spoznali predstavnike partnerskih držav, ki prihajajo iz Islandije, Norveške, Italije, Hrvaške in Madžarske. Na odru pa se je že pripravil najštevilčnejši sestav. Dekliški pevski zbor gimnazije Celje Center pod vodstvom profesorja Davida Preložnika.
prazniki, ki se jih mnogi neizmerno veselijo, saj se bodo v toplem objemu doma, v družbi najbližjih, najbrž še pomoči babičinega recepta za božične piškote, veselili božiča in novega leta. Blaž, kateri piškoti pa so tebi najljubši? Težko bi se odločil le za ene. Najbrž kar tisti klasični čokoladni razpokančki, zunaj ravno prav hrustljavo zapečeni, znotraj pa slinnato mehki. Kar sline so se mi začele cediti. Ko sva pa ravno pri receptih, ali si vedel, da obstaja celo recept za srečo? Takole pravi. Vzemite malce iz razuma, malce iz srca. Vse skupaj zabelite s prijaznostjo in položite dragemu v srce. Da, tako enostavno je nekomu narisati nasmeh na obraz. Sreča je širok pojem, vsake pojmuje drugače. V očih znanega slovenskega pesnika Toneta Pavčka. Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš nekoga rad. Spet drugi pa menijo, da je za srečo dovolj trenutek, ko si vzamemo čas in ga posvetimo drugemu. Na današnji Miklavžev večer mnogi otroci občutijo srečo, ko zjutraj v pekarju zagledajo goro daril. Drugi pa v pismih Miklavževem božičku prosijo le za topel dom, zdravje in vsakodneven obrok. Žal je veseli december tudi obdobje, v katerem so finančni in socialni problemi še toliko bolj izraziti. Veliko družin se znajde pred težko situacijo, v kateri morajo izbrati, ali bodo zimo preživeli v mrazu, ali bodo raje lačni. Pri slednji lahko namenite svoj košček sestavljanke tudi vi. Letos na naši šoli v okviru projekta Anina zvezdica znova poteka zbiranje hrane, saj želimo pomagati socialno ogroženim družinam, ki živijo v pomanjkanju, ob tem pa tudi velika humanitarna akcija Enostavno človek, s katero v sodelovanju s številnimi partnerji zbiramo materialne dobrine za krizna centra Palčica in Mala hiša, varno hišo in zavetišče za brezdomce. Ne pozabite, skupaj lahko naredimo razliko in vsem odrinjenim s takšno malenkostjo pričaramo čaroben božič, ki bo ostal v nepozabnem spominu.
tudi uvod v praznično dogajanje na naši šoli in v knežjem mestu. Že tradicionalno bomo današnji program z izbranimi deli iz slovenske in svetovne glasbene zakladnice ponovili tudi na vsakoletnem novoletnem koncertu, ki ga letos pripravljamo v ponedeljek 6. januarja ob 19. uri v Cerkvi Svetega Duha v Celju, kamor vas tudi prijazno vabimo. K mikrofonu za konec vabim našega ravnatelja, gospoda Gregorja Delejo, da strne nekaj misli. Cenjeni gostje, dragi starši, dijakinje, dijaki, spoštovane kolegice in kolegi, prisrčno pozdravljeni na ta Miklavžev večer v tej prelepi, ali kot ponavadi pretesni dvorani Narodnega doma v Celju. Je pa ne danes, smo se že pogovarjali, če gremo v kakšno večjo, ampak veste, tu se počutimo dobro zaradi mnogih zgodb, ki so se že spletle v tej dvorani, ne samo naše šole, tudi vseh ostalih v 123 letih, kar je ta hiša, ponos slovenstva, ne samo v našem mestu, ampak tudi v naši državi. Brez Narodnega doma v Celju bi se mogoče tok zgodovine obrnil drugače, kot se je, in zato smo ponosni, da lahko te zgodbe nadaljujemo s pesmijo. Pesem Povezuje smo naslovili nocojšnji koncert in ga posvetili vpetosti naše šole, predvsem pa naših dijakov in učiteljev v okolje, ki presega meje šolskih zidov in skuša aktivno sodelovati ne samo z mestom, regijo, državo, ampak tudi svetom. S pesmijo smo se sprehodili skozi številne jezike vseh tistih držav, pa nismo vseh mogli vrstiti na program, s katerimi skušamo tkati en dialog, zazrt v prihodnost, v premoščanje razlik, in pesem to najlažje doseže, kajti ne glede na jezik, ki nas tako pogosto loči vse od tistega bibličnega trenutka, ko je jeza na nečimrnost ljudi porušila babilonski stolp. Če smo zelo boleče iskreni, lahko vse težave današnjega sveta strnemo na en sam imenovalec. Manjka nam etike, pa ne tiste, ki bi jo iskali v filozofskih spisih Platona, Aristotela in njunih naslednikov, ampak zelo preproste, ki je pogojena s 3 vrednotami: spodobnostjo, poštenostjo, iskrenostjo. Pa ne s tisto, vse prevečkrat, bomo rekli temu, šentflorjansko spodobnostjo, ko na zunaj kažemo nekaj, kar navznoter nismo. In ne s tisto poštenostjo, kjer odgovarjamo vprašanje, ali je nekaj, kar bomo naredili res dobro za vse, ampak je ponovadi dobro samo za nas. In ne s tisto iskrenostjo, s katero bi vodili en tvoren dialog s svetom okrog nas. To troje nam pač manjka. Ampak pesem, ki povezuje, zlasti pesmi iz teh mladih grl, ki mogoče še niso okužena z vse prehitrim tempom tega sveta, ki nam briše te meje teh 3 vrednot in to etiko spreminja v poštenost, ki je na spletu, v iskrenost, ki jo 2 medija ne predstavita enako, in v spodobnost, ki je zgolj navidezna. To je naša prihodnost. S pesmijo, ki bo povezovala, bodo vsi ti dijaki, pa tudi mnogi drugi, ki želijo biti del tega sveta, povedati, kaj jih v tem svetu moti, spremeniti to, naredili spremembe, ki jih mogoče mi niti nismo več zmožni. In pesem je ponovadi glasnejša od besede, zato je prav, da jim dobro prisluhnemo, ko zapovejo in ko se oglasijo v enem sodelovanju, brez katerega nekaj takšnega sploh ne bi bilo mogoče. Zelo spodobno, zelo pošteno in predvsem iskreno. Naj bo ta čas, ki nas loči do konca koledarskega leta,
namenjen enemu razmisleku o etiki, o tisti, ki jo nosimo vsi v sebi, v to sem trdno prepričan. In da se mogoče večkrat ozremo po tistih, ki hodijo za nami po naši poti, ki so mlajši od nas, in se vprašamo, ali jim dajemo dober zgled. Samo na tak način bomo lahko ustvarjali lepo prihodnost. In verjamem v to, da bo naša prihodnost lepa. Zakaj? Zaradi njih, ki stojijo tukaj na odru. Kajti pesem povezuje in danes so tile mladi glasovi povezali stotero src, da bijajo kot eno. Zato, drage dijakine in dijaki, iskreno vam hvala. In nikdar ne zgubiti te pesmi, ki jo nosite v sebi. In pojte na glas, pa če tudi ne vedno oglašeno, naj se sliši. Kolegice in kolegi, učiteljice in učitelji, nikdar ne pozabite, kako usodni smo za ta mlada življenja. In z spodobnostjo, iskrenostjo in poštenostjo bomo lahko njim dali zgled. In ne nazadnje spremenili nekaj, kar pijemo, da se spremeniti ne da, ker nam to ne dovoli nek sistem. In če sem zelo aktualen in v duhu našega ministra, ki želi popredmetiti aktivno državljanstvo, jaz mislim, da bi ga morali povabiti ne na naš koncert, ampak na vse to, kar šole dajemo in delamo. In so aktivni državljani, kajti brez tovrstne aktivnosti in takšnih dogodkov ne bi bilo. In želim si, da ta etika, ta duh, te tri vrednote postanejo nekaj, kar vodi našo skupno pot. Spoštovani starši, tudi vzgoje, ki je seveda še vedno del nas, in izobraževanja. In če bi tudi to imelo postavljeno vprašanje, ali je to, kar delamo, res dobro za vse, potem mogoče, če se zdaj zelo boleče iskreni, naših otrok 4 leta ne bi učili odgovorov na maturitetno vprašanja, ampak skupaj z njimi raziskovali ta vprašanja in jih pustili, da te odgovore najdejo sami. Ko bomo enkrat skupaj znali objeti to moč, ki nam je dana, bomo lahko spreminjali stvari od spodaj navzgor, kar se vedno da, samo dovolj nas mora misliti enako. Želim vam, da tega decembra mislite enako, da mislite dobro in da to povedete naprej tudi v letu 2020 in vsaj tam, ki temu sledijo. Srečno. Leto 2019 se tudi naša prireditev počasi vije v koncu. V dnevih, ko se proslavljamo in s pričakovanjem zremo v novo, vam želimo vesele praznične dni, v novem letu, v obilju zdravja, sreče, miru in zadovoljstva. Novo leto je kot bel nepopisan list papirja. Pobarvajte ga torej s sanjami, posujte z ljubeznijo, popišite z neverjetnimi dosežki in okrasite s čudeži. Pa ne pozabite na prostovoljni prispevek za uspešno novo leto glasbenih zasedb GCC, ki ga lahko oddate v preddverju dvorane. Po koncertu vas ljubno vabimo na piškot ali dva v stransko dvorano Narodnega doma v Celju. Hvala, da ste nocojšnji večer preživeli v naši družbi. Lahko noč in užite še zadnjo točko današnjega programa.
Thank